Sedaj bomo prešli na eno najpomembnejših in najpogosteje uporabljanih orodij v SketchUpu, orodje Push-Pull. To orodje nam omogoča, da dvodimenzionalne površine spremenimo v tridimenzionalne oblike. Torej, vse, kar smo do sedaj risali kot ravno ploskev, lahko izvlečemo v prostor in oblikujemo volumen. Orodje najdemo na orodni vrstici, videti pa je kot majhna puščica, ki štrli iz kvadrata. Ko ga aktiviramo? Preprosto kliknemo na ploskev, ki jo želimo izvleči. Zadržimo klik. In potegnemo miško navzgor ali navzdol, odvisno od smeri, v katero želimo, da objekt raste. Na tem primeru sem s črto razdelil površino na dva dela. In sedaj bomo eno polovico spustili s pomočjo možnosti potisni in vleci. Ta tehnika je zelo koristna pri arhitekturnih modelih, saj nam omogoča ustvarjanje višinskih razlik na eni plošči. Na primer, tako lahko naredimo stopnice, prehode, spuščene dele poda, utore ali kanale za odvodnjavanje. Torej, z orodjem Push oziroma Pull lahko zelo hitro in enostavno prehajamo iz dveh dimenzij v tri dimenzije, kar je temeljno načelo dela v SketchUpu. Naslednje orodje, ki ga bomo pogledali, je Offset. Offset uporabimo za ustvarjanje vzporedne črte ali oblike znotraj ali zunaj obstoječega oblikovnega elementa. Orodje je popolno za ustvarjanje okvirjev, debelin sten, okenskih odprtin, teras in podobnih detajlov v arhitekturi. Orodje Offset se nahaja na orodni vrstici tik ob ikoni Patient Pel. Aktivira se s preprostim klikom miške na ikono. Ko je orodje aktivno, samo kliknemo na ploskev. Nato potegnemo z miško navznoter ali navzven. Opažamo, da SketchUp samodejno ustvari vzporedno konturo obstoječe ploskve. Če želimo natančno razdaljo, lahko vrednost vnesemo neposredno na tipkovnici. Recimo, naj bo to 15. Odlična stvar pri tem orodju je, da ohrani originalno obliko. Ne glede na to, ali delamo s krogom, pravokotnikom ali kakšno nepravilno obliko. Offset vedno kopira konturo točno in enakomerno. Offset pogosto uporabimo pri arhitekturnem modeliranju, na primer za določitev notranje linije stene, okvirja oken ali vrat. Torej, to orodje nam omogoča, da hitro in natančno definiramo debeline in detajle na površinah, kar močno pospeši proces modeliranja.